Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. In vendar je sreča tista, oziroma so želje tiste, ki mnogim prinesejo srečo. Ampak zakaj se nekatere želje enostavno ne uresničijo? Ali je prav, da si postavljamo želje ali ne? Sama vem, da sem si neke cilje in želje, kar nekaj sem si jih že postavila v življenju in velikokrat sem se o tem pogovarjala tudi s prijateljem Urbanom Urbancem, ki ga mnogi poznate, piše na Facebooku tudi te dobre misli, pa dve knjigici, krasni je izdal. In evo, končno sva se ulovila na prav termin in tukaj je, Urban, kar naprej. Živijo, Jasmina. O, tukaj časa te nisem videla. Čau. Lepo te videti. Enako. Lepo zgledaš. Hvala, ker si opazil. Izvoli. Ne bi. Lej, Hvala spet lepa. nisi dobil kave. Zopet, nekaj bo, ker si ravno ti. Čaj, prav? Se bom zadovoljil. Pozdravljeni, živijo. Kako si kaj drugače? Odlično, super. Pa še na boljš kaže? Vedno boljš. Saj veš, ko se ti odločiš v bistvu za to, potem se stvari morajo poklopiti. Tudi ti si bil nekaj časa čez lužo. Res je, ja. Letos aprila, pa lansko leto dvakrat pravzaprav. Ampak si ugotovil, da je Slovenija pa tako fina? Ja, je čudovita, mislim, to je dejstvo, ampak gre tudi za to, da sem gotov, da imam tukaj še delo za narediti in da ne moram iti drugam, ker je Slovenija tista, ki mene ta trenutek rabi in pač Slovenijo jaz ta trenutek rabim. Odlično, Tako evo, nekako sem začutil. Ja. Danes bova govorila o željah. Želja je enako cilj ali ni? Kaj, narobno si včasih mislimo, ko te vzhodnjaški modreci govorijo, da je treba biti popolnoma brez želja. Ampak želja je energija in želja je tisto nekaj, kar te pravzaprav vodi naprej. In bi lahko rekel tudi, da je neke vrste cilj. In narobe bi bilo, po mojem mnenju, če bi mi skušali želje potlačiti, jih pozabiti, ker bi v nasprotnem primeru mi ostali brez energije. To pa ne bi bilo za nas dobro, ne? Tako da, namesto da si mi recimo želimo razrešitev naših želja ali pa uresničitev naših želja, bi bilo zelo dobro, če bi mi znali naše želje razumeti. Takrat pa se majčkeno obrnejo stvari, ker takrat pa vidiš, ko poznaš želje pogledati v pravi luči, koliko so ti pomembne resnično, ali so vredne tvojega časa, tvojega truda, tvojega denarja, tvojega zdravja v končni fazi. Kadiram s podjetniki včasih rečejo, ja, želim si do, ne vem, 40. leta narediti prvi milijon, ne? In potem je ta krasna vaja, 5 levels deep, mislim, da se imenuje, zakaj si to želiš. In ko se 5krat vprašaš, zakaj, in ko prideš do tega, v bistvu ugotoviš, da sploh ne želiš denar, ampak želiš dati mogoče nek prispevek, neko drugo zadevo. Skratka, razumeti željo je pravzaprav raziskovati, zakaj pa to si želimo. Nekako, ja, to je tisto, kar pravim, da jo skušaš razumeti v drugi luči v bistvu. Zakaj dejansko te žene življenje oziroma neka želja, da bi pa ti zaslužil tisti prvi milijon ali pa dobil tisto pozicijo nekje v neki službi, a je morda to povezano samo z nekim iskanjem pozornosti, z iskanjem nekega občudovanja, morda, da želiš dobiti neko vrednost, ki jo morda nisi dobil ali kot otrok ali v nekem partnerskem razmerju in da se morda skušaš potem na kakšen drug način dokazati. Velikokrat je tako. Urban, jaz sem tukrat že to ugotovila, ne morem verjeti, da sem tukrat rabila, pa še zdaj se lahko kdaj zapletem, da si nekaj želim, nekaj hočem, da rečem, to pa zdaj je pa čas za to, zdaj pa konc, zdaj pa vse sile napet, da pridem do tega. In potem se trudim in se mučim in vlagam energijo v to in kar ne gre in ne gre. In potem omagam in rečem, pa jaz ne morem več. In pa se zgodi. Velikokrat je naša volja oziroma naša želja, pretirana želja, tista, ki celo ustavi tok dogodkov, obrne situacijo v nasprotno smer. In potem se mi trudimo in mučimo in si tako močno želimo, še bolj si želimo vsega, pa se želja ne uresniči. In šele, ko mi spustimo, pravzaprav, se pride do uresničenja naše želje. Ampak zakaj? Glej, kot da bi mi z našo željo, pravzaprav, z našim nezaupanjem v stvarstvo izražali ves čas želim si. To pomeni, da mi pravzaprav ne zaupamo, da se bo želja uresničila. In ta nezaupanje je tisto, kar pravzaprav ne prinese uresničenja naših želja. Nezaupanje, ker mi nismo imeli vere, ker smo mi dvomili, da bo prišlo do tega.
kar si mi pravzaprav želimo. In šele, ko mi dejansko spustimo, kar si mi predamo, ker ni več te odvečne energije, tega odvečnega akcijskega potencijala, če bi lahko temu tako rekel, takrat dejansko želja pride do nas, mi samo sedimo odprtih rok in jo čakamo. In to je tako težko sprejeti. To je najtežje sprejeti, ko pa človek to usvoji, ampak to ne narediš z razumom, to moraš narediti s celim svojim bitjem. In to je stanje, kjer zaupaš v proces življenja. Ker zaupati v proces življenja, jaz si vedno govorim že dalj časa pri sebi, ko v svojih meditacijah, ko si sprožam kakšne afirmacije, si rečem, zaupam v proces življenja in vem, da je za mene dobro poskrbljeno. Ja. V bistvu že pokojcu, ker se velikokrat nagibam k njemu, iz učbenika življenja, veliko črpam njegovih modrosti, on velikokrat govori, ni želja tista, ni naše hotenje tiste, ni naše prizadevanje tisto, ki prinese uresničitev naših želja, ampak naše notranje prepričanje. Ko si ti prepričan, ko si ti res prepričan, da boš dobil, pa morda ne jutri, ali pa ne čez en teden, ali pa ne čez en mesec, ampak ti veš, da je to tvoja srčna želja, videl si jo v pravi luči in veš, da te čaka in morda nekega dne, če pa ne ta, pa zelo verjetno še boljša stvar, za katero si pa ti sploh nisi mogel predstavljati, da je pravzaprav možna. V enem obdobju svojega življenja vem, da sem si vsako prazno luno, pa 1000 sem imela nekih takih in drugačnih ritualov. In potem na koncu sem se vprašala, pa zakaj bi si jaz sploh postavljala neke želje, neke cilje, kaj pa jaz vem, kaj je za mene dobro. V tem smislu ne vem, bila sem tudi v partnerskem odnosu, ki je bil zelo izkoriščevalski, dejansko agresiven. In jaz tega nikoli ne bi izbrala, ampak danes sem hvaležna za to, ker je to točno tisto, kar sem jaz rabila v enem obdobju svojega življenja. Se pravi, vse sploh ne vemo, kaj je v bistvu tisto, kar je za nas v naše najvišje dobro. To je zelo modro, kar si rekla pravzaprav, ne? Če znaš svoje razmerje za nazaj pogledati v teki pravi luči in biti hvaležna, ker vidiš, da ti je življenje skozi to dalo neko možnost, da se ti izgradiš, da ti zrasteš, da se ti povzdigneš pravzaprav nad samega sebe. A naj jaz rečem velikokrat, mi mislimo, da mi najboljš vemo, kaj je za nas dobro. Tista oseba, pa tista služba. In mi potem stremimo k tem, kot tisti fijakarski konji na Bledu, v bistvu, ki ne vidimo ničesar drugega, razen našega cilja. Ampak verjemite mi, življenje je tisto, ki ve boljš, kot vemo mi. In življenje nam kaže, nam daje različne možnosti, nas gradi in ni točka A do B vedno, ampak je včasih še C in D in Ž in B in karkoli. Zato, da mi potem, ko bomo prišli do te naše želje, do našega cilja, da bomo mi sploh znali ceniti morda to, ker morda si ti lahko želiš in veliko ljudi si želi nekega zvestega, iskrenega, ljubečega partnerja. Ampak se vprašajmo vedno, a smo mi že taka oseba, da bomo mi znali potem sploh videti vrednost takega človeka, ki bo ob nas. To je tisto vprašanje, ki se ga mnogi bi bilo dobro, če si ga zastavijo. Ja, moder človek si, sem hvaležna, da te štejem med svoje prijatelje. Hvala lepa, tudi jaz tebe. Evo, še več o željah, o nadaljevanju, ostanite v naši družbi, tale trenutek pa vas povabimo na aktualne klepetove dogodke, kjer se ukvarjamo s sami takimi stvarmi, s katerimi se je vredno ukvarjati za višjo kvaliteto življenja. Božanski večeri so kombinacija plesnega izražanja, različnih metod samonegovanja in zvočne kopeli s kristalnimi, šamanskimi in drugimi instrumenti, s katerimi spodbujamo delovanje desne možganske polovice, saj v vsakdanjem življenju bolj ali manj uporabljamo levo. Ko ustrezno spodbudimo obe, bolje uporabljamo tudi intuicijo, instinkte, smo bolj uravnoteženi, mirni v sebi. Božanski večeri so še posebej primerni za ljudi, ki imajo zahteven tempo z veliko obveznostmi. Za ljudi, ki imajo veliko razumskega dela. Ljudi, ki se jim vedno mudi in hitijo od obveznosti o obveznosti. Za ljudi, ki se zavedajo, kako pomembno je, da čas namenijo sebi, ki preveč izpolnjujejo želje in potrebe drugih, sebe pa pozabijo, pa tudi za mlade mamice in nosečnice. Vsak zadnji torek v mesecu v studiu Eviana v Trzinu, v januarju 30. ob 18. uri. Predhodne prijave so obvezne na 02 6200 230 ali info@klepetobkavi.si. Kaj nekomu koristijo milijoni, če je reven zdravja, reven ljubezni, reven smeha, spoštovanja? Denar ni edini, ki predstavlja merilo za revščino ali bogastvo, a je tisti, zaradi katerega je ogromno ljudi v stresu. Celo dokazali so, da ima stres zaradi denarja na telo podoben učinek kot fizično mučenje.
Izstopite iz začaranega kroga, da boste dobili občutek kontrole nad svojim življenjem in financami. Zadajte si to za leto 2018 in se udeležite januarskega celodnevnega seminarja o obilju, kjer se boste naučili ključnih tehnik in metod. Urban Urbanc je danes v naši družbi in zadnjič sem nekaj prebrala, tukaj mi je bilo všeč, pa se pravzaprav z drugimi besedami si ti že prej povedal, da kadar hočeš izsiliti določene dogodke, da hočeš izsiliti zaradi tega, ker si prepričan, da se bo zgodilo ravno obratno in pol se dejansko zgodi ravno obratno. Veš, kakor da bi nas življenje pravzaprav skušali naučiti ali pa nam pokazati v bistvu, da se naučimo zaupati, da naučimo se predajati pravzaprav temu življenju. In velikokrat je tudi izsiljen rezultat morda mnogo slabši od tistega, kar pa k nam pride nekako v življenje spontano. In vsak izmed nas, ko je velikokrat kaj izsiljeval, in to je bilo največkrat v kakšnih partnerskih odnosih, recimo, saj jaz imam veliko takih izkušenj tudi glede tega, kar mi povedo moje stranke, vidim, da ko si izsiljeval, si pravzaprav ti ustvaril točno tisto, česar si nisi želel. Ja. In problem je, da mi včasih, oziroma velikokrat vemo, česa si mi ne želimo, ampak univerzum ne sliši besede ne. Ti ne moreš reči, ja, jaz si pa ne želim, da partner z mano tako ravna, ali pa jaz si pa ne želim, da se to in to zgodi v mojem življenju, jaz si pa ne želim biti reven, ampak treba je začeti stavke generirati drugače. In ta misel je taka energija, in če bi se mi to zavedali, bi mi močno pazili, ne samo kaj govorimo, ampak kaj mi pravzaprav mislimo, ker imamo ves čas v glavi nek dialog, ki se govori, aha, greš mimo plakata za, ne vem, potovanje okoli sveta, recimo, in tvoja prva misel je lahko recimo, o, super, to bo pa kmalu, ali pa je tvoja prva misel recimo, se tega si pa jaz ne morem privoščiti. In ta misel sploh nisi bil pozoren na njo, ampak ta misel je bila tista, ki je ustvarila. Ja, in se je zapisala. In tako bo šlo tvoje življenje potem naprej. Ja, v mojem primeru to potovanje okrog sveta nisem imela sploh mnenja o tem. V tem smislu, da nisem si predstavljala, da je to mogoče in nisem si predstavljala, da je to nemogoče. Ampak sem pa prepričana, da če bi imela pa v glavi, da je to nemogoče, da tega ne bi doživela. Prav gotovo ne. Ampak je bila neka druga zadeva v ozadju. Jaz sem imela to, izsiliti sem hotela svoj dom. In to, da sem šla na pot okrog sveta, prej pa se izselila iz stanovanja, izselila iz pisarn, iz studija, pravzaprav od povsod. In s tem, da sem bila 4 mesece, da sem spala po kombijih, po hostlih, v Japonskem, skoraj v krstah, pa pasjih ulicah, pa tako naprej, mi je v bistvu dalo ravno to lekcijo, da doma dejansko ne rabim, ker ga imam že v sebi. Lepo. Ja, tako da zanimivo je in tudi, ko delam sama in si kaj zaželim, tukaj se zdaj spomnim, pa le v najvišje dobro. Če rečeš, ne se zgodi v najvišje dobro, ne moreš nič faliti, se mi zdi. Točno to, čeprav velikokrat v tistem danem trenutku ne znamo mi morda videti najvišjega dobrega, veš. Tudi če ti dobiš morda neko bolezen, ali pa če dobiš nek materialni kolaps, ali pa neko izgubo ljubljene osebe, ali pa kaj takega. Če znaš takrat videti stvari, da so se zgodile v tvoje najvišje dobro, potem si ti, bom rekel, umetnik življenja, potem si ti tisti modrec v življenju. Ker s tem ti dopuščaš pravzaprav v življenju, da naredi tako, kot je zastavljeno, ker jaz verjamem, da so stvari naprej že določene, da mi mogoče samo večkrat vižamo levo in desno tukaj, ampak vse je že naprej nekako določeno in to ni niče določil drug kot pa ti ali pa jaz za sebe, ker te izkušnje rabimo v svojem življenju, da mi pridemo do tistega, kar smo si izbrali, za kar smo pravzaprav tukaj. In velikokrat, če smeš še to dodati, je raven to, ko si ti rekla pravzaprav, da so tvoje želje bile tiste, ki nisi sploh pričakovala, da boš doživela to, kar si pač doživela. Velikokrat, ker delaš oziroma živiš brez pričakovanj v življenju, ker delaš stvari ne zato, da boš zaslužila denar, ampak delaš zato stvari, ker sebe izpolnjuje to, ker veš, da to predajaš morda nekaj drugega, nekaj lepega tudi drugim ljudem in to je tisto vodilo, ki te vodi v življenju in potem te življenje nagrajuje. Kadar imamo pa mi recimo v glavi neko vizijo, da bomo nekaj naredili samo z željo po nekem zaslužku ali pa z željo po nekem uspehu ali pa po prepoznavnosti ali pa ugledu ali pa kaj takega. Pa ja, morda se to lahko zgodi na kratek rok, ampak na dolgi rok pa to ni tista izpolnitev, kar nam je življenje pravzaprav da. V angleščini je tukaj fajn pregovor, ta expectations are the happiness killers. The roots of depression? Ja. Tako nekako. No, zdaj pa še prevod. Pričakovanja so ubijalci sreče? Ja, in pa pravzaprav korenine žalosti.
oziroma razočaranja. Se pravi, brez pričakovanj. Težko je to v življenju, res je težko. Težko je brez pričakovanj, ko imaš ti neke želje, ki si jih tako močno želiš, ampak ko ti nisi več usmerjen pravzaprav na cilj, ampak si usmerjen na samo pot, ko jih hodiš. Pa se, če gledaš takle, recimo dogodki se ti dogajajo v življenju, ne? Se niso dobri, pa niso slabi. Naša reakcija je v bistvu tista, ki naredi nek dogodek dober ali pa slab. Točno tako in ista čustva, ki jih te dogodki pravzaprav izzovejo, smo mi tisti, ki smo jih poimenovali, da to so pa dobra čustva ali pa slaba čustva oziroma občutki, ampak dejansko so tako eni kot drugi so lepi, če jih mi znamo pogledati tako. Veš, kaj sem še komi čakala, da te vidim, to sem hotela še s tabo deliti. Kar sem ugotovila je, recimo mi stremimo k zelo pozitivnim čustvom, ne? Tudi tiste euforije, pa vzhičenosti, pa tisto, koliko je fajn, da boš kar okrog padel. In kar sem zdaj ugotovila je, da to je samo druga polarnost tiste neke depresije, žalosti, se pravi nekih slabih občutkov in da najboljše je biti v centru, najboljše je biti v ravnovesju, v sredini in se tudi izogibati tem fejst euforičnim stvarem, ker kakor bo šel gor, bo šel isto tudi dol in kakor bo šel dol, bo šel isto tudi gor. In da mi je zdaj umetnost to v bistvu ostati v ravnotežju. Ja, ampak se tukaj verjamem, da ne govoriš v tem, bom rekel, status quo položaju, ker si ti raven, ker potem si mrtev, verjetno. Ampak da si opazovalec. Ampak da si opazovalec in da znaš vedeti, kadar si na vrhu, da boš prav tako šel dol. In kadar si spodaj, da boš prav tako šel gor. In da ne pustiš, da te niti eno... Umetnost je, da si ti znaš povzdigati pravzaprav na tvoja čustva. In jaz sem si kot 18-leten mulc zapisal v svoje knjigice in sem jih našel pred kratkim. Sem si napisal en rek, takrat nisem imel pojma, kaj pomeni. Ampak danes pa vidim, piše, povzdigni se nad svoja čustva in postal boš gospodar celotnega vesolja. In danes vidim, da ne pustiš, da se ti identificiraš pravzaprav s svojimi občutki. Ne glede na to, ti mene užališ ali pa me pohvališ. V končni fazi, s čimerkoli se jaz identificiram, jaz dopuščam, da tvoje mnenje vpliva na mene. In potem sem jaz sebe pravzaprav pozabil in ne vem več, kdo sem. In zdaj, če je več lepih stvari, potem seveda sem jaz hodim po oblakih. Če je pa več grdih stvari in če sem jaz za to dovzeten, potem pa jaz čez par dni ne bom več s hiše vam prišel, ne bom več nobene stvari naredil, ker mi je nekdo govoril toliko in toliko časa, da sem mogoče pa nič vreden. In ne se poistovetiti s tem. In to je tisto, kar je, ko si rekla, opazovalec. Opazovalec. Ful mi je bilo zanimivo, prejšnji dan, zadnji dan, neke čudne, paranormalne, skoraj lahko rečem, stvari so se mi dogajale v hiši, kar se večkrat zgodi. In ponovadi še vedno odreagiram s strahom. S tem, da sem pa zadnjič, sem bila pa kakor, strah. Lej, kako jaz čutim strah. Dejansko v prsa, pa kar mravljinci po celem telesu in v bistvu sem sam gledala, kako me je strah. Lepo, veš, to, kar govoriš, v bistvu samo potrjuješ te stvari, o katerih jaz razmišljam. In resno več ali manj o tem razmišljam zadnje čase, da začni opazovati. In v moji naslednji knjigici, ki bom prišla, je en zapis, ki je tako dober meni, katerokoli čustvo, katerakoli situacija pride v tvoje življenje, ko potrka na tvoja vrata, dovolj je, povabi jo noter na klepet ob kavi, na čaj in usedi se. Nekaj ti prinaša. Nekaj ti prinaša. In ti bo prinesla, v končni fazi, če jo boš poslušal, ti bo prinesla darilo. In to darilo bo tista brezpogojna ljubezen, ki boš čutil. In zaupanje in ljubezen do življenja pravzaprav. No, zanimivo. To bo tretja knjiga, ne? Tretja knjiga. Zanimivo. Nisem želel omeniti, ampak sem ravno bila pri tem. Ja, no, lej, trija, ne? To število 3. Trilogija. Čekaj, Bojevnik luči. Bitje luči. Bitje luči je, ne, Bitje luči je prva. Bojevnik ljubezni je druga. Bojevnik ljubezni je druga, kaj pa zdaj? Še skrivnost. A res? Ja, ne želim še povedati. A res? No, zakaj to recimo? Ker jaz v moji knjigi Kako živeti v obilju pišem o tem, da recimo jaz podobno delam, da imam za vsako idejo projekt kakor nek rezervar. In v ta rezervar vlagam energijo, ki so tudi misli, ki so tudi dejanja, ki so tudi, ne vem, tipkanje na računalnik, pa izbira, ne vem, papirja za knjigo ali kakorkoli pa že. In potem, ko je zadeva zrela, ko je rezervar dovolj poln, pa v bistvu povem, ko se začne materializirati v ta fizični svet, ker sicer, če začneš prej govoriti o teh stvareh, ga v bistvu prazniš. Tudi ne samo ti, tudi drugi ljudje ti ga lahko spraznijo oziroma na njega dajo kot neko kaplevino, kopreno in ti potem moraš res še močneje delati
in še bolj biti res deloven, dejaven, da boš pravzaprav to kopreno prebil, da bo tvoja želja se oziroma tvoja ideja realizirala. Ampak zdaj pa pomisli, koliko ljudi še preden karkoli naredijo, govorijo svoje ideje drugim. In sam govorijo, pa nič ne naredijo. Tako je. Veš kaj, velikokrat, čist konkreten primer ti bom povedal. Jaz sem prišel enkrat željo do mojega prijatelja, da bi pa naredil nek podcast, da bi začel snemati podcaste. Se pravi, intervjuje, zvočne zapise, samo to, brez televizije, kot neke vrste klepet, pravzaprav intervju. Ne? In sem rekel, da ti si pač tehnik, poznaš zadevo, da mi povej, katere zadeve rabim, kakšno tehnično opremo rabim. In ne, Urban, pa ne boš to začel, to je zdaj brez veze, tega noben več ne dela, pa najboljši mikrofon te stane toliko in toliko, ta oprema stane toliko in toliko, pa ti ne znaš tega delati, pa se boš mogel naučiti. In dejansko je ubil mojo željo v trenutku. In jaz sem poklapan šel iz tiste najine kave. Če bi pa jaz počakal in sam raziskal vse in da bi jaz imel proti argumente, kot ti praviš, da bi bila ta ideja, že bom rekel, zabetonirana, takrat bi pa jaz lahko rekel, ne glede na to, njegovo mnenje, bi jaz prebil in šel, ja, v redu, ampak jaz sem se vseeno to odločil in bom to naredil. No, imam jaz rešitve zate. Imaš? Ja, imam, ti bom pol povedala. Najlepše hvala. Urban Urbanc je bil v naši družbi in ja, razmišljajte, ali je res vredno postavljati si cilje in želje v najvišje dobro, s tem ne moreš nič paliti, po domače povedano. No, še kaj zanimivega tudi na www.klepetobkavi.si, sicer pa vabljeni, da se nam pridružite na katerem od dogodkov, kar nekaj jih je in naj vas pokličejo in bodite tisti, ki tudi ta klic slišite. Je pač uradno potrjeno staro, mislim, da 10.000 let, a 12.000 let, ne vem za točno. Kar pomakne civilizacijo za začetek 5-6 tisoč let nazaj.